Je pobuda za razpis referenduma izgradnje drugega bloka krške nuklearke posledica skrbi za stalno dolgoročno, za stabilno dolgoročno oskrbo z električno energijo ali je produkt mesarskega klanja v vrhovih slovenske energetike. Zdaj, z mano je seveda poslanec Svobode Miroslav Gregorič, nekdanji direktor uprave za jedrsko varnost in predsednik sveta guvernerjev Mednarodne agencije za atomsko energijo, ki je vse globalne jedrske razprtije gledal iz prve vrste, tako da vam pravega človeka za to temo. Vi ste tudi edini poslanec Svobode, ki pa ni podpisal pobude za razpis tega referenduma. Zakaj ne? Ja, gledajte, jaz sem sodeloval, oziroma so mi dali na vpogled predlog resolucije o miroljubni uporabi jedrske energije. In na tisto sem dal pripombe. Prvi osnutek sem ga jaz videl, je bil navijaški za jedrsko energijo, po nepotrebnem. Potem se pa, ko se je na posvetu pri premijeju zbrali vse politične stranke in je premijer rekel, da je pač ta projekt tako velik in tako pomemben, da ne more na tem solirati ena stranka, ampak da se moramo vsi združiti, kar je v redu. In potem je prišlo v parlamentu do priprave predloga vprašanja za referendum, ki je imel pa obrazložitev. No in jaz se s to obrazložitvijo nisem strinjal in preden sem jaz dal na to pripombe, je bila zadeva vložena. In ko sem jaz videl, da je vložena z mojim podpisom, sem seveda mehen bil jezen. Zdaj, a vemo, kakšna bo cena investicije, cena izgradnje drugega bloka nuklearke? Ne. Vemo pa, koliko so dali za to, koliko so stale zadnje podobne elektrarne, recimo Olkiluoto na Finskem je šla iz 3 milijard na 5,5, pri čemer ima proizvajalec 10 milijard izgube. Elektrarna, in gradila se je 18 let. Elektrarna Fessenheim, to je tudi od IPR reaktor, 1600 MW, se gradi 17 let, pa še ni končana in tudi tam prihaja zdaj cena 12 milijard evrov. Skratka, v Angliji delajo pa 4 elektrarne in 2 imata ceno 65 milijard dolarjev, druga ima pa 40 milijard funtov. Skratka, to je izredno drago, kar me pripelje do naslednjega vprašanja. Kakšna bo cena električne energije, ki jo prišla iz tega drugega bloka? Glejte, tle pa ne rabiš biti, mislim, tle daš pa lahko čez palco ceno. Če stane jedrska elektrarna 15 milijard evrov, če proizvede 10 teravatnih ur, kar bi lahko ena 1200 megavatna elektrarna naredila, mi denarja nimamo, si moramo 15 milijard sposoditi, zato rabiš državno garancijo, ampak odplačal boš 30 milijard v 30 letih ali milijardo na leto. Že iz naslova milijarda na leto pride cena, samo za investicijo pride 100 evrov na megavatno uro. Potem rabiš pa še gorivo, rabiš zavarovanje, rabiš plače, rabiš vzdrževanje, rabiš prispevek za občine, rabiš prispevek za radioaktivne odpadke, razgradnjo in jedrsko gorivo in pride minimalna cena 150 evrov na pragu elektrarne. Na pragu elektrarne je pa sedaj 43 evrov, ampak kdo bo, pa plus 12 evrov za megavatno uro za občino in kdo ima za 55 evrov elektriko? Noben. Gospodarska zbornica pravi, da bi si Slovenija z drugim blokom nuklearke zagotovila energetsko samozadostnost, neodvisnost in da bi lahko postala svoja izvoznica električne energije. Kaj pravite vi? Vsekakor lahko postane izvoznica električne energije, če zgradi 3 elektrarne. Če pa samo eno, pa ne. Glejte, ena nova elektrarna bo dala 10 teravatnih ur. Mi zdaj porabimo 15 teravatnih ur. Do leta 2050, če bo šel ta trend naprej, če bomo imeli toplotne črpalke, če bomo bili tako bogati, da bomo imeli električne avtomobile, bomo porabili še enkrat več. 30 teravatnih ur. Ena elektrarna z 10 teravatnimi urami na leto pač ne bo rešila vse zadeve. Še posebej ne, če bomo šli na sofinanciranje od zunanjih partnerjev. Ali od Hrvaške, ali od Italije, ali ne vem kogarkoli. Ker potem ne bo 10 teravatnih ur za nas, ampak bo samo 5. V tem referendumskem vprašanju ne bi pisalo, da bo drugi blok zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo. Tako obljubljajo. Ampak to so obljubljali tudi za T6.
Glejte, ena stvar me moti pri podpori, pa nič hudega ne mislim. Jaz sem se 2011-2012 sem se 100 na uro boril proti Tešu 6 in sem razlagal, da je zlagan, da ni premoga, da je predrago in tako naprej. Gospodarska zbornica je bila 100 na uro, 100% za Teš 6, tako kot so zdaj za novo jedrsko elektrarno, ampak ne vem, če so njihovi analitiki vse to preračunali. Kdo bo pa lastnik tega drugega bloka? Se ga bomo delili s Hrvaško? To je pa zdaj tisto vprašanje. Jaz mislim, da mora ta elektrarna biti državna, kajti... Ampak investitor bo kukar Gen energija. Ja, že, pa Gen energija v državni lasti. Lahko da čez 10 let ne bo. Ne, gledajte, zdaj pa, to so pa resna vprašanja. Jedrska elektrarna na tisti teritoriji, ki je, recimo taj v Sloveniji, je Slovenija mednarodno odgovorna za jedrsko varnost, za jedrsko varovanje, security, za non-proliferation. In vsi riziki so pri nas. Če se zgodi nesreča, je pri nas nesreča. Tako da, zdaj, če delimo to, tako kot delimo zdaj s Hrvaško, vidite, kaj je v praksi. Zdaj imamo probleme, kdaj bo Hrvaška odpeljala svoje radioaktivne odpadke. Upam, da jih bo čez 3 leta, kaj pa če jih ne bo? Ampak, a je nujno, da drugi blok zgradi v Krškem? Projekt namreč zahteva protipotresno gradnjo, Krško pa leži na potresnem območju. Glejte, zakaj je jedrska elektrarna bila locirana v Kršku? To je prišlo iz ameriškega predpisa, da naj bodo elektrarne 50 milj od meje. In 50 milj od jugoslovanske meje je Avstrija, 80 km. Zato je bila tam. Poleg tega je tam voda Sava, reka Sava za hlajenje, ki se sicer zdaj pri novi elektrarni ne pride upoštev, bo mogel biti hladilni stroj. Ampak druga lokacija pa kaj je? Dolsko pri Ljubljani ali pa Ptuj. Mislim, ta del, ampak mislim, da bo zelo težko najti novo lokacijo. Pravi, da je jedrska energija čista in da je alternativa seveda fosilnim energentom, ki se jih skušamo znebiti, kaj pravite vi? Ne, jedrska energija je čista, dokler ne pride do nesreče, ko pospraviš nizko in srednje radioaktivne odpadke in izrabljeno jedrsko gorivo, ampak pri sami proizvodnji pa seveda je čista, izpustkov CO2 je zanemarljivo malo. Ampak, če pa gledaš cel gorivni cikl, tam, kar pa rudo kopljejo, tam pa so posledice in tam tudi je onesnaženo okolje in tam se pa tudi CO2 sprošča, se rabaš čuda mašinerije, da to vas sprošča. Kakšne so alternative tej mešanici jedrske energije in obnovljivih virov, ki ne bi Sloveniji zagotovila energetsko neodvisnost, podnebno nevtralnost, stabilnost in zanesljivost sistema s proizvodnjo nizkoogljične električne energije, kot pravijo predlagatelji? No, alternativa so seveda obnovljivi viri energije, s tem, da ni problem v Sloveniji proizvesti dovolj energije z soncem. Po študiji stari 6 let, ki jo je koordiniral inštitut Jožef Štefan, imamo na obstoječih slovenskih strehah potencijala za proizvodnjo 27 teravatnih ur energije električne. Po študiji, ki je delal inštitut Milan Vidmar lansko leto, je pa kapacitet za obnovljive vire energije čez 90 teravatnih ur. Skratka, proizvodnja ni problem. Problem je, kaj narediti po noč, ko ni sonca, kaj narediti december, januar, februar, ko je premalo sonca, zato rabiš hranilnike. Najboljši hranilniki, najbolj učinkoviti so reverzibilne hidroelektrarne. Ampak pri nas imamo probleme z umeščanjem prostora. Mi imamo samo eno elektrarno Avče, malo reverzibilno, rabili bi še na Kozjaku, rabili bi 10 takih. Mladi za podnebno pravičnost se bojijo korupcije pri tako dragem velikanskem projektu. Bojijo se, da bi se ponovil 6. blok Teš. Pa vi? Glejte, pri 15 milijardah so, skušnjave velike. Jaz zaupam in verjamem, da do tega ne bo prišlo, ampak ničelno možnost korupcije pa ne znam izključiti. Ne vem, kako bi lahko pri takšnem projektu sploh preprečil korupcijo v Sloveniji. Ne, veste, korupcija je skrita lahko na 100 načinov. Ena so kontrodobave in kaj se dogaja pri kontrodobavah je težko kontrolirati. Ja, tu verjetno tudi kopica neizbežnih aneksov, ki bodo projekt dražili in dražili tudi. Ja, no, eni pravijo, da je te cene, o katerih se pogovarjamo, da je to šele prvi obrok. Ja, najlepša hvala. Tako zdaj vidimo, vi vidite, vidimo se v ponedeljek, ki sta v isti kanal.